času, ko so se zgodile spremembe in pritiski na družbe po povečanem odvozu, se je zgodilo to, da so družbe začele voziti, ampak ni se pa zgodilo to, da bi se količina na zalogi začela zmanjševati. Da te kupi embalaže ne morejo čakati na odločbo upravnega sodišča, verjetno še nadaljnjih 6 mesecev oziroma na sistemske spremembe, ampak da bi tukaj bila potrebna neka intervencija s strani države, ki bi te kupe zmanjšala, s tem vsa tveganja, ki so povezane z takim skladiščenjem, od požarnih do sanitarnih, in se potem paralelno delalo na sistemskih spremembah. Pravzaprav karkoli zdaj naredim, je nezakonito. Tudi če bi poskušali te odpadke na nek način predati drugim, s tem, da bi jasno to plačali in obesili na stroške naših uporabnikov, kar ni prav, tudi to je nezakonito. Skladiščenje na tak način, kakor je zdaj, je nezakonito. Če bi poskušali zmanjšati, ločeno zbirati in pripad na to skladiščenje, je tudi nezakonito. Tako da smo dejansko te deležniki ta trenutek v celotni zgodbi v najbolj nezavidljivi situaciji.